Tokratne novice začnimo z domačo premiero Fordovega EcoSporta. Izredno močnega povpraševanja po malih SUV-jih seveda ne sme ignorirati nobena znamka in Ford je svojo zamudo rešil tako, da je evropeiziral izdelek svoje brazilske podružnice. Prepoznali smo kot nujno, da evropskim kupcem ponudimo pravo evropsko vozilo tudi na evropskih tleh. Kaj se je zgodilo? Iz indijske tovarne smo prenesli popolnoma proizvodnjo evropskega EcoSporta v Craiova v Romunijo, v katero smo vložili 200 dodatnih milijonov evrov za posodobitev vseh procedur, procesov in izboljšali materiale v samem vozilu. Dodali smo nove tehnologije, posodobili smo ga s sinkom, z blisom in pa seveda opremili 4-kolesnim pogonom, tako da vozilo sedaj še bolj ustreza evropskemu kupcu oziroma evropskemu vozniku. Ducati bo leta 2020 začel prodajati motocikle z radarjem spredaj in zadaj. Motoristu torej ne bo več treba vrteti desne ročice in samodejno bo zaznaval številne nevarnosti. Pri razvoju so se Italijani seveda lahko naslonili na znanje svojega avtomobilskega lastnika, torej Audija. Prav tistega, ki skupaj z Mercedes-Benzom nekako orje ledino pri komunikacijskih orodjih. A BMW je zdaj napovedal, da bo zaostanek za večnima rivaloma iz Stuttgarta in Ingolstadta kmalu nadoknadil. Konec leta naj bi novo generacijo sistema upravljanja z imenom iDrive ponudil v novem X5. In ko smo pri sistemih povezljivosti, Toyota bo leta 2021 v Ameriki začela prodajati vozila, ki bodo med seboj komunicirala na kratkih razdaljah. Voznik Toyote bo recimo v nepreglednem ovinku že pred samim vizualnim srečanjem vedel, ali se za ovinkom morda skriva moderna Toyota ali katerokoli drugo vozilo, ki bo od sebe oddajalo in sprejemalo signale na posebej za to določeni frekvenci 5,9 GHz. In še več, na tej frekvenci naj bi avtomobili komunicirali tudi z infrastrukturo. Vprašanje številka 1 pa je, zakaj je to samo novica, ki zadeva Ameriko. In v naši oddaji smo že govorili z razvojnikom iz slovenskega operaterja A1, ki pravi, da bi lahko na podlagi izbranih lokacijskih podatkov prilagodili marsikatero prometno situacijo. In v britanskem Yorku prav na teh podatkih temelji pilotni projekt vreden 3,3 milijone funtov, ki bo prestregel telefonske signale mimo vozečih avtomobilov, tovrstni big data, kot radi rečemo, pa bodo na to služili programski opremi, ki bo trenutni gostoti cest v živo prilagajal delovanje semaforjev. Iz koncerna Volkswagen pa prihaja vest, da so svojim inženirjem zadali cilj, da sistem samodejnega parkiranja v garažnih hišah komercialno obrodi sadove leta 2020. Z drugimi besedami, čez 2 leti se boste pripeljali do garaže, recimo hamburškega letališča, kjer sistem testirajo, tam boste izstopili, vaš avtomobil pa se bo samodejno zapeljal do parkirnega mesta in parkiral, medtem ko boste vi že korakali proti varnostni kontroli. Da je to resnično velika novica, dokazuje analiza podjetja Inrix, ki med drugim izdeluje tudi aplikacijo za pomoč pri parkiranju. V 30 mestih po Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA so namreč preračunali posredne stroške povezane s parkiranjem. Torej tiste, ki nastanejo med iskanjem parkirnega prostora in čakanjem v vrsti, kot tudi tiste stroške, ki so povezani s plačevanjem parkirnine in vključujejo tudi kazni za neplačano parkirnino. No, Nemci so tako v letu 2017 za parkiranje porabili kar v povprečju 3037 evrov. Znesek pa je bil najvišji v Frankfurtu, Berlinu in Münchnu. V Ameriki in Britaniji sta zneska za več kot 500 evrov nižja, a v oči izbode podatek, da stroški parkiranja predstavljajo kar 30% vseh stroškov vožnje. Od poletja naprej bo sloviti newyorški centralni park v celoti brez avtomobilov. Mesto New York ceste vrača prvotnemu namenu sprostitvi. Pa vendarle so na vidiku že nove oblike prevoza, ki jih bo treba smiselno in predvsem pametno vključiti. Nemški Volocopter, ki razvija samovozeči električni helikopter, je predstavil idejo, kako bi se ti mali zračni taksiji vključili v javni promet s pomočjo heliportov na strehah visokih stolpnic, katerim bi višjo pretočnost omogočal tekoči trak, ki bi Volocopter takoj po pristanku umaknil v stavbo tega postajališča. No, eden od vlagateljev podjetja Volocopter je tudi Daimler, ki se je svojim novopečenim največjim zasebnim delničarjem Gilijevim Lijem Šifujem dogovoril,
da bo Daimler kupil delež v Volvu. Li Shifu je sicer mnenja, da se morajo v dobi car sharinga avtomobilske znamke začeti še bolj povezovati, sicer jim preti pozaba. Njegove trditve temeljijo na bliskovitih spremembah mobilnostnih navad, ki jih zaznava na njemu domačih kitajskih tleh. Kitajska pa je zdaj sprostila 20 leti staro zahtevo, po kateri so bila lahko tuja podjetja na Kitajskem prisotna zgolj v kombinaciji s podjetji z večinskim kitajskim deležem. No, po novem bodo lahko evropske in ameriške znamke na Kitajskem prisotne tudi z lastnimi tovarnami. V družbah Volkswagen, BMW in Daimler so ukrep že pozdravili in hkrati obljubili, da bodo še naprej sodelovali s svojimi aktualnimi kitajskimi partnerji. In ko smo ravno na korporativnem področju, kanclerka Angela Merkel je šefa PSA Carlosa Tavareša pozvala, naj spoštuje obljube, ki jih je dal, ko je od GM-a kupil Opel. S tem je podprla nemške sindikate, ki se upirajo vse množičnim ukrepom, ki jih Tavareš poskuša, da bi znižal proizvodne stroške v nemškem Eisenachu, kjer recimo delo stane kar 2-krat več kot v PSA tovarnah.